Lepo pozdrav vsem skupaj, lepo pozdravljeni na predstavitvi kandidatov Slovenske demokratske stranke za prvo volilno enoto. V prvi volilni enoti na naši listi kandidirajo po volilnih okrajih Boris Kitek, Marija Ogrin, Anton Pogačnik, Darinka Rakovec, Bojan Homan, Branko Grims, Vidar Stresen, Milenko Zihrl, Milan Čadež, Rudi Veršnik in Rado Likar. Naša kandidatna lista v tej prvi volilni enoti je dobra kombinacija že dosedanjih političnih in tudi poslanskih izkušenj in svežine, ki jo prinašajo tisti, ki kandidirajo prvič. Poklicni, izobrazbeni profili, življenjske izkušnje na različnih področjih kandidatov in kandidatov zelo dobro pokrivajo praktično celotno sfero gospodarskega in družbenega življenja v Sloveniji in z tega vidika je ta lista zelo kvalitetna. Glede na to, da boste dobili na elektronskem mediju njihove podrobne življenjepise, tudi predstavitvene filmčke, poudarke iz njihovih programov, bo ta predstavitev krajša, ne želimo ponavljati vsega, kar si boste lahko ogledali na elektronskem mediju ali iz njega povzeli. Želimo dati samo nekatere ključne poudarke in dovolite mi, da na samem začetku poudarim tiste stvari iz našega programa, ki so skupne za celotno Slovenijo, za vse kandidatke in kandidate, ki bodo po letošnjih državnozborskih volitvah uresničevali program Slovenske demokratske stranke za obdobje 2008-2012 in naprej program za prihodnost. Ključna točka, ključni stavek v tem programu je blaginja za vse. Izhajamo iz ocene, da je sedaj, ko je Slovenija dosegla oziroma presegla 90% stopnjo razvitosti povprečja Evropske unije, ko imamo zelo dobro gospodarsko rast, ko smo zgodovinsko znižali brezposelnost, samo v tem mandatu je bilo neto ustvarjenih več kot 30.000 novih delovnih mest, koliko ljudi ima več dela v Sloveniji kot pred 4 leti. In ko se ti pozitivni trendi nadaljujejo tudi v letošnjem letu, čeprav so vsi napovedovali recesijo, skratka Slovenija ima stvarno, realno podlago za to, da se osredotoči na naslednji cilj, to je zagotavljanje blaginje za vse. Povsem realno je, izhajajoč iz tega, kar je bilo doseženo, računati na to, da lahko še v času življenja te generacije odpravimo revščino v Sloveniji. Slovenija je dovolj bogata, da lahko z pametnim upravljanjem zagotovi delo vsakemu, ki želi delati. In Slovenija je dovolj solidarna, da lahko solidarno pomaga tudi tistim, ki si sami ne morejo, invalidom, ostarelim brez zadostnih dohodkov, vsem, ki so pod socialnim robom, brez tega, da bi bili sami odgovorni za takšno stanje. Torej, ključna točka v našem programu, ki zagotavlja doseganje tega cilja, blaginja za vse, odprava revščine še v času življenja naše generacije, je nadaljevanje sedanje rasti in pravična delitev ustvarjenega. Mi smo v tem mandatu sprejeli zakon o udeležbi zaposlenih na dobičku. Ta zakon omogoča, da se dobiček deli tudi tistim zaposlenim, ki nimajo deležev, ki nimajo delnic in ne samo lastnikom kapitala ali upravljalski oziroma menedžerski eliti. Država bo podjetja, ki bodo izvajala ta zakon dodatno, stimulirala, dodatno spodbojala z davčnimi olajšavami. In naslednji ključni poudarek, brez katerega pravzaprav ne bi smela biti nobena politika v prihodnjih letih, ne v Sloveniji, ne v Evropi, ne v svetu, je boj proti klimatskim spremembam in varovanje oziroma ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Slovenija je v času, ki je vodila Evropsko unijo, naredila veliko za to, da
Evropska unija ostaja vodilna v svetu v boju proti klimatskim spremembam. Slovenci imamo dodaten motiv za to, da se trudimo za ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Imamo namreč čudovito državo, čudovito deželo. Gorenjska je biser sredi teh lepot, torej vam tega ni treba posebej razlagati. In odgovorna politika se trudi ne samo, da to ohrani zase, ampak da to ohrani tudi za svoje potomce. Torej, naslednji ali pa tisti zaokrožujoči poudarek našem programu je ohranjanje zdravega življenjskega okolja. Eden od prvih ukrepov nove vlade po volitvah bo sprejem nacionalne strategije boja proti klimatskim spremembam. Nekatere sektorske, recimo na področju kmetijstva, smo sprejeli že v tem mandatu, to bomo zaokrožili z nacionalno strategijo. Na ta način želimo dati še poseben poudarek na kakovosti življenja. Ta ni odvisna samo od dobičkov, ni odvisna samo od količin, ni odvisna samo od gospodarske rasti. Odvisna je tudi od socialne pravičnosti, odvisna je tudi od kvalitetnega zdravega življenjskega okolja. Tudi te ključne poudarke bodo v prvi volilni enoti zdaj še do volitev zagovarjali, po volitvah pa v državnem zboru, kjer se sprejemajo ključne odločitve, uresničevali kandidatke in kandidati, ki so tukaj za mano.